Tudi člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ste z zanimanjem spremljali 40. jubilejni posvet Zadružne zveze Slovenije, sicer pa se teme tako ali tako med člani Kmetijske zbornice in zadružniki prepletajo. Ja, seveda, tudi sam naslov posveta, se pravi povezanost v prihodnje, je ena podlaga, na kateri smo nekako vpeti v to dogajanje, tako ministrstvo, zbornica kot zadružna zveza in še kdo. In seveda smo tudi mi še kako zainteresirani, da spremljamo to dogajanje, se tudi vključimo. Tudi teme, ki so bile predstavljene, so aktualne, so tiste prave teme, vendar naloga nas vseh skupaj pa je, da te naloge pride k izvedbi. To je pa tisti del, ki sem ga nekako posledično pogrešal v tem delu, kjer ni pravega odgovora, kako do same izvedbe. Tudi ko poslušamo razne strokovnjake na predavanjih, vedno se najdejo v vlogi usmeritve, pa vendar marsikdo bi kakšnega strokovnjaka potreboval tudi v izvedbenem delu, takrat pa teh ljudi ni več in tudi zmanjka jim neke vrste, to je pač moja ocena, neke vrste idej, dokler so na papirju pa na predavanju, tam te ideje obstoje, potem v samem izvajanju pa pač teh ljudi ni. Če se grem malo dlje od tega, ko smo v teh dneh spremljali, se pravi, politiko, ki se nekako na novo postavlja, se dogaja isto in človek dobi občutek, da nekako delujemo nekako samozadostni, nekako samo za golo preživetje, ni pa tudi v politiki človeka, ki bi imel neko širšo idejo, kako ta voz potegniti naprej, ker tudi že samo iskanje ljudi, zdaj sem zašel malo v politiko, ampak nič za to, treba je to povedati, ni ljudi, tudi ko se bo na koncu, če hočete, sestavljala vlada, bomo videli, kakšne težave bo za tiste ljudi, ki bi pač to gospodarstvo in to kmetijstvo skušalo popeljati iz teh voda, v katerih smo. In prav tukaj vidim to težavo, kjer imamo 1000 idej, pa zelo malo izvedbe. In kakšni so sedanji izzivi pred Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije? Seveda, vsekakor so izzivi veliki, tudi če se spet vrnem na ta posvet, se pravi povezanost za prihodnost, seveda brez Kmetijsko-gozdarske zbornice prav gotovo te povezanosti ne bo, je mora tudi zbornica voditi. Na sami zbornici pa ta trenutek se dejansko ukvarjamo, imeli smo potrjevanje programov, to imamo potrjeno, tudi neverjetno, moram reči, pohvaliti tudi to sodelovanje z ministrstvom. Se pravi, da bo rešeno tudi financiranje? Ja, prav to sem hotel reči, imamo že podpisane pogodbe, se pravi, vlada je sprejela tudi sklep o financiranju javnih služb, tako da moram v tem delu reči, da smo ta del nekako smo v zaključku in se lahko dejansko bolj posvetimo tudi tem temam, ki so bile tukaj odprte in pa seveda našim samim članom. No, seveda pri nadaljnjem delu veliko uspehov vam želim in hvala za ta pogovor. Ja, hvala tudi vam, bomo se maksimalno potrudili.